včerajšnji strelski moriji le peščica stisk pride v javnost. Kangler tokrat na sodišču zaradi toplarne. Na višji strokovni šoli po opozorilih nad fiktivne študente. Pozdravljeni. Po sredinem strelskem obračunu in včerajšnjem streljanju v Mariboru, v katerem je delavec zaradi dolgov ubil nekdanjega delodajalca in njegovega sina, ter si nato sodil sam, je zaskrbljenost zaradi takšnih dogodkov vse večja. Na širšem mariborskem območju namreč v zadnjem času nasilje narašča, več je samomorov. Samo v zadnjih 7 mesecih pa se je zgodilo tudi 9 umorov. Pred poslopjem na Aljaževi ulici v Mariboru danes gorijo številne sveče. Stiska nekdanjega zaposlenega je, kot kaže, bila tudi zaradi delodajalčevega dolga tako huda, da ni ostalo le pri prepiru in grožnjah. Zapustil objekt, šel v vozilo po svojo torbo, v kateri je imel pištolo. V nadaljevanju pogovora je s tem strelnim orožjem, s pištolo, umoril 56-letnega delodajalca in njegovega sina in potem ustrelil še sebe. Strelec, ki je predtem napisal tudi poslovilno pismo, je le eden izmed številnih nemočnih posameznikov, v katerih frustracije odnašajo upanje in potrpljenje. Ljudje imajo občutek, da tako kot tisti, ki so pri koritu, dobro skrbijo zase, da tudi navaden, mali, zafrustriran, opehan človek mora sam vzeti pravico v svoje roke in nekaj narediti. Ker ob 20% brezposelnosti v Mariboru še vedno ni znakov izboljšanja, pač pa ravno obratno, obstaja skrb, da bi bilo v prihodnje takšnih dogodkov še več. Zgledi vlečejo, celo slabi bolj kot dobri. Zato je verjetnost, da se bo kaj takega še zgodilo, precejšna. Medtem policisti in vodstvo mesta zatrjujejo, da splošna varnost ni ogrožena. Podobnega mnenja so tudi Mariborčani, ki jih dogajanje niti ne preseneča. Mislim, da so osamljene primere, je pa to stiska ljudi, ki so nemočne. Socialna bomba je v Mariboru, tako da nekaj primerov bo verjetno še takšnih iz obupa. Ni manj varno, je pa dobro, da malo spokalo. Dogajanje v Mariboru pa tudi močno zaznamuje mlade Mariborčane. Na bližnji srednji šoli, ki je bila včeraj nekaj minut zaradi varnosti celo zaklenjena, je informacija o streljanju v okolici završala. To pušča zagotovo dolgotrajne posledice, ki niso vidne, se pa kažejo potem v reakcijah, dejanjih in tudi v samem vedenju naših otrok. Letošnja krvava statistika Štajerske beleži že 9 umorov, 5 poskusov umora, 2 uboja in 2 poskusa uboja. Današnji predobravnavni narok na Mariborskem okrajnem sodišču v zadevi Toplarna se je začel brez nekdanjega župana Franca Kanglerja, ki se je opravičil zaradi bolezni. Soobdolženi Mojmir Krmek, direktor javnega podjetja za gospodarjenje stavbnimi zemljišči, se je izrekel za nedolžnega, Kanglerja pa narok čaka 8. novembra. Nekdanjemu županu obtožnica očita zlorabo uradnega položaja in uradnih pravic, saj ni vložil tožbe za ugotovitev ničnosti pri sporni menjavi zemljišč za bodočo toplarno. Občina naj bi bila pri tem oškodovana za okoli 6 milijonov evrov. Na seji rektorske konference so med drugim razpravljali o predlogu zakona o davku na nepremičnine. Univerze so po besedah predsednika konference Daniela Rebolja pripravile oceno finančnih posledic zakona. Davek naj bi po njihovih ugotovitvah znašal skoraj 6 milijonov evrov, kar bi za univerze pomenilo preveliko finančno obremenitev. Rebolj zato predlaga, da se vse zakonske spremembe sprejemajo premišljeno in brez nepotrebnega hitenja, ki lahko povzroči več škode kot koristi. Nadaljujemo pa na Višji strokovni šoli na Ptuju, kjer so se odločno spopadli s problematiko navideznih vpisov. Nekateri študenti namreč ne obiskujejo predavanj in so vpisani samo zaradi statusa. Letos jih je sicer nekoliko manj, vendar še vedno okoli 30%. Da bi takšne zlorabe omejili, so na šoli sprejeli pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov. Vodstvo lahko po novem študente, ki ne opravljajo študijskih obveznosti, izključi iz šole. Ravnatelj ptujske višje strokovne šole bo najverjetneje že v začetku novembra uresničil svojo obljubo o izključitvah. Včeraj je na zadnji pogovor povabil 57 študentov, odzvalo se jih je le 10. Opravičljive razloge za izostanke ima le peščica, drugi pa. Dela preko študentskega servisa ali morda ni uspel narediti vseh izpitov, pa mora nekako to leto prebroditi. To pomeni, na ta način je zavarovan, na ta način dobi bone za malico.
Pozvani morajo sedaj v 8 dneh predložiti dokumente o izostankih. Če ne bodo tehni, bo sledila izključitev. Ravnatelje podpirajo tudi študenti. Mnogi zaradi navideznih vpisov niso mogli na želeno šolo. Sem komaj prišla v 3. vpisan, vse not, ne, in zelo je bil problem. Potem pa smo na koncu ugotovili, da se jih je vpisalo 70, hodilo pa nas je okrog 30 ali pa še celo manj. Ne. Se mi ne zdi prav, da se nekdo vpiše samo zaradi statusa, nekdo pa, ki mogoče ni končal mature ob pravilnem času, pa ne bo imel prilike, da se prijavi in da je sprejet na šolo. Po besedah ravnatelja šole, ki edini v Sloveniji izvajajo program bionike, to vpliva tudi na njihovo uspešnost. To so odlični programi in tukaj se mi ne šalimo. In veste, šola, ki ima v štartu 30% študentov, ki ne obiskujejo, to pomeni v samem štartu sem jaz 70% uspešen. Z navideznimi vpisi se srečujejo tudi pri izobraževanju odraslih v srednjih šolah. Pristojni minister naj bi zanje možne rešitve podal prihodnji mesec, na visokošolskih programih pa bodo morali za zdaj težave reševati sami. V mestni četrti Koroška Vrata občani že nekaj let ne najdejo skupne rešitve, kako porabiti skoraj $500 000, ki so jih pridobili s prodajo premoženja mestne četrti. Svet mestne četrti želi denar nameniti za gradnjo nove večnamenske zgradbe, samoorganizirani občani pa temu nasprotujejo. 30 let stara montažna stavba mestne četrti Koroška Vrata je potrebna prenove, so enotni občani. Kako jo izpeljati, pa se ne morejo dogovoriti. Investicija v novo gradnjo je nepotrebna, ker trenutni objekt zadovoljuje prostorsko potrebam, prav tako se da zadevo na drugačen način energetsko sanirati, kot je zdaj predvidena. Izvoljeni predstavniki pa načrtujejo novogradnjo, 332 kvadratnih metrov veliko sodobno zgradbo z večnamensko dvorano in družabnimi prostori. Zdaj delujejo v skoraj polovico manjši stavbi, ki je energetsko potratna, pojasni predsednik mestne četrti Marjan Bačko. Do naslednje javne predstavitve ne želi dajati izjav. Na drugi strani so samoorganizirani Mariborčani zbrali 380 podpisov proti rušitvi starega objekta. Prepričani so, da bi lahko denar porabili drugače. Imamo vrtec, ki je brez pločnika, imamo vrtec, ki je brez parkirišč, imamo cesto, ki vodi do tja, ki je brez pločnika, kar je tudi šolska pot v končni fazi in je to dosti bolj pereče kot pa gradnja nekega novega objekta. Prav za ta namen pa je neki Mariborčan podaril svoje premoženje mestni četrti. Od to tudi denar, ki ga morajo namensko porabiti, je pojasnil Marjan Bačko in dodal, da za vse to obstajajo tudi dokumenti. Tega dokumenta mi še nismo videli. To zdaj prvič slišim za ta dokument. Tu nimam komentarja drugega. Zdaj, če je to res, hvala Bogu, mislim, potem je zadeva precej drugačna, ne, verjetno, ampak glede na to, da v pol leta noben še ta dokument ni pokazal, niti ga omenil, močno dvomim, da obstaja. Na obeh straneh pričakujejo novo javno predstavitev projekta, ki bo predvidoma prihodnji mesec. V začetku drugega dela današnje oddaje poglejmo, kaj se je v Sloveniji še pomembnega dogajalo. Ekonomsko-socialni svet se je danes v Ljubljani seznanil s predlogom novele insolvenčnega zakona. Dogovorili so se, da se bodo ministrstva s predstavniki sindikatov in malega gospodarstva na to temo ločeno sestala še v ponedeljek. Sindikate skrbi položaj delavcev v insolvenčnih postopkih, obrtno zbornico pa spremembe za malo gospodarstvo. Novela namreč še vedno na prvo mesto postavlja terjatve finančnih institucij, ne pa terjatev delavcev, neizplačanih plač, prispevkov, regresa in odpravnin. Poslanci so z 49 glasovi za in 32 proti potrdili novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, oziroma tako imenovani interventni zakon za zdravstvo. Ta bo v zdravstveno blagajno letno prinesel okoli 36 milijonov evrov, prav tako se zakonom v slovenski pravni red prenaša Evropska direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Predsednik uprave Krške jedrske elektrarne Stane Rožman je na današnji tiskovni konferenci poudaril, da razlogov za zaskrbljenost zaradi varnosti elektrarne ni. Poškodbe gorivnih palic, ki so jih odkrili pri remontu, po njegovih zagotovilih niso vplivale na okolje ali varnost zaposlenih. Vzrok za poškodbe so ugotovili, hkrati pa bodo izvedli ukrepe za stabilno delovanje elektrarne. V okviru Borštnikovega srečanja je od sinoči na ogled virtualna e-razstava, poskusni projekt, ki za zdaj prinaša prerez lanskega festivala in predstavlja takratnega dobitnika nagrade Borštnikov prstan Igorja Samoborja.
O drugem dogajanju na festivalu pa v naslednjem prispevku. Gledališki spomini ne smejo v pozabo ali v izbris. In razstava je tako dober primer digitalizacije teh brezštevilnih zapisov in hkrati tudi dobrega sodelovanja med samim festivalom Borštnikovo srečanje, zavodom Novi Zato, Produkt TV, Ljubljansko dramo, Mestnim gledališčem Ljubljanskim in Slovenskim gledališkim muzejem. Zamisel je stala zelo preprosto. Človek hodi po svetu, govori dobro o slovenskem teatru, govori dobro o naših super igralcih, o naših super režiserjih, o zmagovalnih uprizoritvah in potem tujec reče, zanimivo se sliši, da je kaj pokazati, ne? In potem je treba kaj pokazati. Zastavili smo tako razstavo, da ima 3 nivoje. En je nek splošen nivo, kjer lahko najdemo posnetek z same zaključne prireditve, posnetek o lanskoletnem prejemniku Borštnikovega prstana, gospodu Igorju Samoborju, pa fotografije razgovorov po predstavi, podelitev, najdemo utemeljitve posameznih nagrad. Nek nov velik premik za naše gledališče, za kulturo, za gledališko kulturo, za spomin, gledališki spomin. Zdaj pa je čas, da pogledamo na oder in k tekmovalnim predstavam. Sinoči je bila vrsta na Ponorili lokomotivi v izvedbi ljubljanske drame. Pripoved o 2 norih kurjačih, ki lokomotivo ženeta prek vseh meja, iz njo drvita naravnost smrti naproti in s tem razrešujeta problem smisla. Jernej je mojster tega, da naredi, kot da režiserja sploh ni zraven, kot da ti sam ustvarjaš to predstavo. In v bistvu je bilo fenomenalno, ker smo bili res kot družina, da se je zgodilo v nekem tem skupinskem duhu, kjer je vsak mislil, da je sam avtor te predstave. In to tudi Jernej hotel, da je vsak svoj avtor te predstave. Sem se odločil, da rabim 2 klavirja, da rabim musko, da mora ta predstava biti nekaj med teatrom, glasbenim koncertom, malček neko likovno instalacijo. Le še 2 dneva s predstavami ostajate na festivalu. V nedeljo se namreč festival zaključi s podelitvijo nagrad najboljšim igralcem in uprizoritvam. Nagrada Borštnikov prstan pa bo letos šla v ženske roke. V Beogradu bo jutri in v nedeljo tekma svetovnega pokala A v tekvandoju. V Srbijo bo odpotoval Ivan Trajković, naš najboljši tekmovalec v tej olimpijski disciplini. Za Bistričana bo to prvi turnir po julijskem svetovnem prvenstvu. Tekem se v tem času ni udeleževal zaradi poškodbe noge, ki pa jo je danes uspešno pozdravil. Me veseli, da bo prišlo teh par res dobrih borcev, da bom lahko videl, kako sem v primerjavi z njimi, ker pač borbe za slabšimi borci ne prikažejo realnega stanja. Tako da to je zdaj glavni občutek, mislim glavni cilj na tej tekmi. Tik pred koncem oddaje pa še mednarodno dogajanje. Na Češkem se bodo čez 1 uro odprla volišča. Na predčasnih volitvah bodo Čehi izbrali nove predstavnike v parlamentu. Obsežen korupcijski škandal je namreč odnesel vlado Petra Nečasa. Nove pa strankam ni uspelo sestaviti. Zaradi škandalov in varčevalnih ukrepov zadnjih 7 let se zmaga obeta opoziciji. Italijanska obalna straža je ponoči v bližini Sicilije zajela 4 čolne z več kot 800 begunci iz Sirije in Eritreje. Pot do enega izmed glavnih pribežališč beguncev v Evropski uniji že nekaj 10 dni nadzoruje večje število italijanskih ladij in letal, potem ko je ob nedavnih tragičnih brodolomih umrlo 500 pribežnikov. Prisluškovanje ameriških obveščevalnih služb odmeva čedalje huje. Po poročanju britanskega časnika Guardian so ZDA prisluškovale več kot 35 svetovnim voditeljem. Vohunski škandal je zasenčil tudi zasedanje voditeljev Evropske unije v Bruslju. Ti so podprli predlog francoskega predsednika Holanda in nemške kanclerke Merklove o srečanju z Američani, na katerem bi se dogovorili tudi o sodelovanju pri zbiranju obveščevalnih podatkov. Ob eksploziji v tovarni drobnih živilskih izdelkov na severu Mehike je po zdajšnjih podatkih umrl 1 človek, več kot 40 ljudi je ranjenih, nekaj 10 pa pogrešanih. Eksplozija je bila tako silovita, da se je udrla streho in izbruhnil velik požar. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je eksplodiral tovarniški grelnik vode. Na Japonskem pa se pripravljajo in tudi umikajo z območij, ki naj bi jih dosegel tajfun Francisco. Ta že povzroča poplave in sproža zemeljske plazove. V Združenih državah Amerike zaznamujejo mesec ozaveščanja o raku na dojkah, ki ga letno odkrijejo pri 230.000 ženskah in preko 2000 moških. Rezidenco ameriškega predsednika so v podporo ozaveščanju osvetlili z rožnato barvo.
Za lepši uvod v konec tedna pa še o plesni zabavi. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru se je opoldne zbralo okoli 300 mladih plesalcev iz več mariborskih plesnih šol, ki so sodelovali pri snemanju glasbenega spota za pesem Karneval Rebeke Dremelj. Množični plesni spektakel za videospot so pripravili po slabi uri učenja plesnih korakov. Ples in zabava na prostem pa sta pritegnila tudi veliko pogledov na ključnih mimoidočih. Zberemo čim več plesalcev in ker je pač v moji plesni šoli toliko plesalcev, rekla, zakaj ne bi tega naredili kar v Mariboru, da se ne bo vse dogajalo v Ljubljani, in potem smo zadevo nadgrajevali in potem povabili še ostale plesne šole iz Maribora, iz Celja, iz Ljubljane. Super, odlično, plesno, zabavno, sproščeno, čakamo Rebeko, da pride in da zažuramo skupaj. Ful je vrej, energija je neverjetno, res ful super, da je toliko plesalcev prišlo. V bistvu smo že pač večkrat izvedli tudi v Celju flash mob, tako da smo navajeni tega, drugače pa vzdušje je super, mislim, da je pač zelo veliko plesalcev tukaj in da bo super, da bo odlično. Jaz sem zdaj totalno pod enim takim posebnim čustvenim vplivom in sem neverjetno zadovoljna. Vreme, jutri se bo v srednjih krajih delno zjasnilo, jugozahodnik bo prehodno ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 26 do 21, na vzhodu do okoli 23 stopinj Celzija. V nedeljo bo v zahodnih in osrednjih krajih pretežno oblačno, drugod bo sončno. V ponedeljek bo največ sonca na vzhodu, a bo občasno tudi več oblačnosti. To je bila osrednja informativna oddaja televizije Maribor. Še naprej prijeten večer.